Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je poslanec in predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Franc Bogovč. Tako po domače, ja. Bogovč se reče. Bogovč po domače, ja. Po domače, ne. Bili ste seveda tudi minister, tega se bova še dotaknila, ampak včeraj je bilo eno prijetno kresovanje. Tako je, v Slovenski ljudski stranki se na pobudo mestnega odbora Ljubljana že vse od 91. leta na večer pred ali dva večera pred državnim praznikom, pred dnevom državnosti, zberemo. Najprej je bila sveta maša v cerkvi na Jančah, kasneje pa proslava in na koncu tudi slavnostni prižig kresa v čast našemu prazniku. Ste imeli srečo z vremenom, glede na to, da vemo, kakšno je danes? Ja, prav zanimivo je bilo, da sem ob 1:30 odšel že domov, najprej na kratek tak obisk tudi našega litijskega odbora in takrat je padalo. Tudi po poti Šentjernej je bil v dežju, pogled iz Trebnjega proti Jančam je bil ves deževen, tam 4-5. Na samih Vačah je bilo že lepo vreme. Kasneje, ko smo pa prišli iz cerkve, nas je pa pričakali sončni žarki, malce meglice nižje in polna luna, tako da je bil prav prijeten večer. Kres je lepo zagorel? Kres je lepo zagorel, tudi čestitke organizatorju je bil prav kot iz škatlice, če tako smem temu tako reči. No, včasih smo imeli kresove, bolj kot ne samo za 1. maja. Zdaj so pa tudi kar velikokrat kresovi zagorijo ob dnevu državnosti. Tako je in mi smo zelo ponosni na to, da je ljubljanski mestni odbor gojil to tradicijo vse do sedaj. Lansko leto je ni bilo, ker je bilo na isti večer tudi državna proslava, so se odločili, da ne. Letošnjo leto smo pa tudi strani vodstva SLS-a spodbudili, da sodelujemo tudi sami, tako da je bilo v bistvu poleg tega, da so to bili v osnovi aktivnosti mestnega odbora Ljubljana, je bilo celo vodstvo SLS-a in tudi na ta način smo stranki obeležili dan državnosti. No, ko se je vaš prejšnji predsednik nekako odločil, da se bo začasno ali pa zavedno, tega še ne vemo, gospod Radovan Žerjav omaknil z predsedniškega mesta, se je kar nekaj časa ugibalo, kdo bo predsednik Slovenske ljudske stranke. Nekako vam ni najbolj dišalo, da bi bili vi tisti, ki bi po njem vzeli vajeti v svoje roke. Sam sem član Slovenske ljudske stranke oziroma najprej njene predhodnice vse od 12. maja 1988, sem pravi, da sem eden tistih, ki je imel čas biti takrat obivano omano v Unionski dvorani. Vsa leta aktivn, najprej na lokalnem nivoju, tudi v zadnjem mandatu, pred zadnjem član izvršilnega odbora, v zadnjem mandatu tudi podpredsednik pri gospodu Žerjavu in mirno lahko rečem, da sem pričakoval, da bomo tudi ta mandat v podobni sestavi nadaljevali. Radovan nas je, tako nas kot tudi širšo slovensko javnost, presenetil s to svojo odločitvijo in moram reči, da smo se kar nekaj časa predvsem pogovarjali z njim, če bi spremenil to odločitev. Tudi po tistem, ko je nastopila vladna kriza 8. januarja, mi smo imeli kongres 2. marca, predvolilni postopki kandidacijski so potekali vse do 10. februarja in v tistem času moram reči, da smo resnično poskušali v ozadju prepričati gospoda Žerjava, naj se premisli. Nismo bili uspešni in na koncu je potem v enem krogu vodilnih ljudi v Slovenski ljudski stranki prišel ta nagib, pa na koncu tudi skupna odločitev, da sam sprejmem ta izziv. V mestnem času sem na svečnico 2. februarja tudi dopolnil Abrahama in po tistem smo tudi na sami slovesnosti oziroma temu dogodku, kjer je tudi predsednik bil prisoten, na nek način potem tudi dorekli, da stopim v to igro in prevzamem vejati v roke. No, dejal sem že, bili ste župan, bili ste v vrhu stranke, bili ste poslanec, bili ste minister v prejšnji Janševi vladi, pa vseeno ste tudi kmet. Je bilo vseeno težko se odločiti za biti predsednik neke stranke?
Ja, za mano je kar že precej let te aktivne politike. Mislim, da je prav takšna pot, kot sem jo tudi prehodil, da sem bil, ne vem, najprej od 86. leta 13 let predsednik krajevne skupnosti v domačem kraju, potem 13 let župan občine Krško, v mestnem času tudi ob zaključku tega županovanja 3 leta poslanec. Po zadnjih volitvah pa tudi potem odločitev, da stopim in se priključim na državno-zborskih volitvah. Po izvolitvi sem zapustil to župansko mesto in prevzel tudi ministersko. Ja, odločitev ni enostavna, kajti gre za kar precejšno odločitev, gre za tudi neko odločitev, ki je potrebno doreči v družinskem krogu. Moram reči, da me žena in otroci, 3 otroke imava, na nek način podpirajo v tem, istočasno so pa tudi dovolj zreli, da vidijo, da to ni takšen enostaven poklic in da predvsem tisti, ki so okoli tebe, včasih imajo celo kakšne negativne posledice povsem po nepotrebnem. In v tem delu moram reči, da smo tudi doma kar na nek način se pogovorili o tem, da koncu je tudi bilo dobljeno neko takšno tiho soglasje, ne neko navdušenje nad tem, da stopim v ta kandidacijski postopek in na koncu je bila potem tudi izvolitev. Res pa je tudi to, da je bilo lansko leto, ko sta najstarejša sin in hčera diplomirala, tudi začela že svojo pot. Mlajši sin je sedaj v 1. letniku srednje šole, tako da na nek način tudi v družini so okoliščine bolj primerne za takšen izziv, ki konec koncev te praktično v velikem delu odtrga od doma. Vnukov še ni. Ne, vnukov še ni. Tisto pa spet nekaj časa vzame. To nekaj časa vzame in so pa sedaj leta, ko bo zagotovo in se že veselim tega. No, nekako usklajevanje, že samo delo poslanca, sploh pri tistih ne največjih strankah, je verjetno kar precej naporno. Potem še hoditi po Sloveniji, po tej strankarski liniji, obiskovati različne občinske odbore, pa še ostane kaj časa tudi za kmetovanje? Ja, ostane. Jaz moram reči, da tudi prav danes dopoldan sem bil dopoldan doma. Obnavljamo nasad jabolk. Tista, ki smo jih sadili 86. leta, so sedaj že prestara, tako da hektar 40 na novo sadimo jeseni. Že dodamo obstoječim skoraj 2 hektarom, tako da obdelujemo tam 3,5 hektare jabolk. Tudi pri tašči, ki ima manjšo govetorejsko kmetijo, pomagamo. In moram reči, da sem pač zrastel na kmetiji. Bili smo 4 bratje, živeli smo od dela naših rok. Starša sta uspešno vodila našo kmetijo, tam zdaj kmetuje starejši brat. Sam pa sem potem najprej podedoval domačijo pri eni sosedi, ki je očitno videla v meni zaupanje vrednega človeka, da mi je dala pač možnost upravljati in sedaj voditi to njeno kmetijo. Kasneje tudi žena izhaja iz tega, tako da moram reči, da smo kar zapisani kmetijstvu in čas si vzamem kadarkoli lahko, veliko vikendov. Jaz moram reči, da sem to že več čas poizkušal ali popoldneve, tudi škropljenje v jabolkah je velikokrat po noči, tako da zelo zanimivi so časi moji urniki. In moram reči, da je to tisti del življenja, kjer najdem čas zase. Tudi ključne odločitve, ki so najtežje, včasih dam malce na stran in se z njimi spopadem med nekim fizičnim opravilom, ki ga opravim v svojem nasadu. In moram reči, da je kakšna zanimiva ideja že kdaj se rodila v tem nasadu. Zdaj, ko ste vpisovali svoje premoženje, zemljišča, pa to ste vse vpisali, ne? Jaz sem vse vpisal in moram reči, da je bila ravno prejšnji teden zanimiva debata, ko so imeli nekateri poslanci probleme pri sklepanju o prodaji državnih podjetij, ali smejo glasovati, ker imajo nekateri delnice v Aerodromi, nekateri v Adrii, nekateri v KBM-u in sam sem tam, ker je tudi kolega Han dobil napotilo iz korupcijske komisije, nekaj javno povemo, kaj imamo in da sem z veseljem povedal, da me je srečala najbrž božja previdnost in sem v tistih letih, ko so nekateri vlagali v vrednostne papirje, vlagal v nasad in sedaj gospodu Klemenčiču prijavim traktor sadjarski, ker je pač vreden več kot 10 000 evrov. In
Moram reči, da sam vedno to z veseljem in s ponosom povem in na kar sem najbolj ponosen, tudi svoje otroke sem naučil tega dela. No, ko smo pred časom tu v tem studiu gostili predsednika Državnega zbora, gospoda Webra, sem omenil nek intervju, mislim, da je bil ta intervju objavljen v Reporterju, kjer je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič dejala, da je kar nekaj evropskih poslancev v Evropskem parlamentu, ki so podjetniki. Zdaj v Sloveniji pa to ni dovoljeno, ne, biti poslanec pa na nek način tudi podjetnik, uspešen podjetnik. Tako je kaj narobe lahko, ne. Pa vendarle, se mi zdi, da včasih pa manjka, ne, ta podjetniška žilica med poslanci, ne, ker nenazadnje je pa le parlament tista zakonodajna veja oblasti, ki sprejema zakone in tudi na področju podjetništva, ne. Tako da počasih smo mi bolj papeški od papeža, ne. Ja, glejte, najprej, kar je nujno potrebno, je, da je vsakdo, ki je tudi v poslu, da se zaveda, kaj je tvoje, kaj ni tvoje. V tem imamo v Sloveniji velike probleme, ne samo politiki, tudi mnogi gospodarstveniki so v teh letih dokazali, da nimajo čist razčiščenih pojmov, kaj je premoženje podjetje, kaj je zasebno premoženje in kakšen je vrstni red. Misli, da je njihovo, ne? Da je kar njihovo, ne? In so si z veseljem z teh policije mali te čokolade. Prihvatizacija, da. To je prvič, to najprej treba imeti razčiščeno. Če si v politiki, je to potrebno še toliko bolje imeti razčiščeno. In jaz moram reči, da sem sam bil tudi župan v Krškem. Doma smo imeli podjetje, tudi 18 zaposlenih ljudi, tudi trgovina s kmetijskim gradbenim materialom. In recimo, sam sem še takrat, ko ni bilo nobenega takšne zakonodaje kot današnje, bratu, ki je bil poslovodja v tej moji trgovini, zelo jasno prepovedal, da posluje se podjetji, ki delajo za občino. Ker enostavno tega ne moreš nikoli dopovedati, da delaš pošteno. In se moraš prav obnašati v pravem trenutku. Ampak to pri nas, ne? Se mi zdi, da v Avstriji se pa to lahko nekako sprejme, ne? Glejte, če ti posluješ, če si ti na izpostavljenem mestu, kot je župan, pač ne more tvoje podjetje poslovati za občino. Tu je treba te ločnice narediti in imeti v osnovi te zadeve razčiščene. To je tudi nek del tega integritete vsakega politika, ki pač to mora imeti. Sicer pa smo reči, da tukaj lahko povem, kaj sva govorila žal s pokojnim sevniškim županom, tudi poslancem, gospodom Kristjanom Jancem. Mi da ko sva spremljala, kdo so najni sopotniki v politiki, v nekem trenutku dejala, da bi skoraj dala pravilo, da bi vsakdo, ki je v politiki, moral vsaj kakšno leto si tudi znati ustvarjati, ne samo porabiti. Ali na kmetiji, ali pa kakšnem podjetju. Ali v podjetju, ali v kakšni tovarni. Sam mirno lahko rečem, da tisti, ki ve, kako je spraviti konec meseca, ne vem, za 10-20 ljudi plače, potem vse stroške, ki so iz delovnega mesta, ima tudi drug občutek takrat, ko se troši ta denar. In v slovenskem prostoru je danes za moje pojme vse premalo tudi tega medsebojnega razumevanja in vlada nek egoizem, v katerem vsakdo vidi samo svoj vrtiček in ne želi spoznati problemov drugih. In sam sem tistega mnenja, in stojim na tem stališču trdo, da se v tem trenutku vse premalo misli na tiste, ki delajo, ki ustvarjajo in da je na drugi strani da so pričakovanja prevelika. Država ne more funkcionirati z 52% bruto družbenega prihodka javne porabe in to enostavno ne gre. Ali drugače, mi ne moremo, ne vem, 8 milijard davkov zbrati, 9 milijard 600 pa porabiti. In to je tisto enostavno zavedanje, ki se ga zaveda kmet, podjetnik, gospodinja in slej ko prej se ga bomo morali na državnem nivoju vsi skupaj zavedati. Vendar iza tega je tudi del politike, del dobrikanja nekim ciljnim skupinam in bojim se, da vse premalo pa odgovornosti, ki bi morali biti več v politiki. In tu manjka ta občutek, da je treba danes gospodariti tako, da boš tudi čez 5 let delal. Tako. In ko govoriva že tudi, ko sva začela tudi temo o kmetijstvu, ne, velikokrat slišimo, treba je več pridelati doma, domače, slovenske hrane, ne? Kdo jo pridela? Kmet. Zdaj ga bomo pa z nepremičninskim davkom na nek način udarili po prstih, ne? Kako gledate na ta nov davek?
ki se obeta. Ne? Jaz moram reči, da smo v Slovenski ljudski stranki zelo podrobno takoj pregledali ta davek, bili eni prvih kritikov, tudi najglasnejših kritikov, kajti resnično ta davek ni nič drugega kot poizkus vlade, da zapolni proračunsko luknjo, ne glede na posledice. Tam, kjer lahko, ne? Tam, kjer je občutek, da se lahko. Mislim, da ni več toliko prostora, kot kdo misli, da ga je. In recimo, tu je kar cela vrsta teh anomalij. Prva je ta, da se pod krinko pretvorbe sklada stavbnih zemljišč, nadomestila za stavbna zemljišča, sedaj pripelje nepremičninski davek, pričakovanja pa so takšna, da se bi od sedanjih 195 milijonov po novem zbralo 470. Se pravi, nekaj narobe. Od tu naprej druga napaka, da se pričakuje, da bo sedaj pol tega davka od države, doslej je to občinski davek. In v vseh urejenih demokracijah so davke na nepremičnine občinski davki, s katerimi lahko lokalne skupnosti tudi usmerjajo svoje politike. Tu je nekaj fleksibilnosti za občine in se občine odločajo, v katero smer gredo. V tem primeru pa gremo tako daleč, da sedaj želi država obdavčiti tudi občinsko premoženje in od njega dobiti polovico davkov. Naslednji problem je, da se pričakuje bistveno preveč od najbolj ranljivih skupin, da lahko poberejo davka. Tako so upokojenci, delavci, ki so v 70-ih, 80-ih letih vlagali, najbrž danes vidimo vsi skupaj v prevelike objekte, danes lastniki teh objektov, na drugi strani pa prejemniki relativno nizkih pokojnin ali pa tudi plač. In v tem delu se za takšno stopnjo, kot je sedaj, kjer je pričakovanje, da se davek dvigne za 3 do 4 krat pri stanovanjskih objektih, odvisno od okolij, to pomeni, da nekdo pričakuje, da bo eno pokojnino dal sedaj več upokojenec za nizkimi pokojninami. Potem pa 400 evrov. Tako je. Potem drugo, kar je povsem nov davek, je na kmetijska zemljišča, gozdove, hleve, silose, to, kar se uporablja to. Tega davka sedaj ni v tej obliki, ampak se za stanovanjske objekte plačuje stavbno zemljišče, medtem ko je sicer ta dejavnost obdavčena po katastrskem dohodku. In ko greš izračunati vrednost teh nepremičnin, sedaj so že znane simulacije, je pričakovanje, da se bo od lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov nabralo 70 milijonov evrov. Plus stanovanjski objekti povečani blizu 100 milijonov, to je nova desetina. Te ljudje ne živijo med temi na podeželju, da bi videli in znali oceniti, ali je resnično moč tu pobrati 10% od vseh prihodkov, ki jih kmetijstvo ustvari. Tako je, nimajo tega realnega občutka. Naprej za gospodarstvo je stopnje 0,8% od vrednosti premoženja. To se pravi skoraj 1% donosa na vrednost nekega premoženja. Nesorazmerni davek in tako kot se v kmetijstvu ogroža samooskrba, se tu ogroža aktivnost. Naprej vsi kulturni spomeniki, bodisi so to gradovi, so to cerkve, so to spomeniki v zasebni lasti. Še celo cerkvena znamenja, kapelice manjše. Tako je in vsi vemo. To je čisto nekaj novega. To je povsem novo, ti objekti doslej niso. V Sloveniji bomo recimo cerkev na ta način obdavčili, ker govorimo o teh kapelicah, po drugi strani hodimo pa papežu govoriti, kako dobre odnose imamo s cerkvijo. Meni to ne gre skupaj. Nekatere slučajnosti so resnično zelo zanimive. In sam lahko mirno rečem iz izkušenj, ali sedaj kot vaščan, faran v neki fari, ali pa kot župan, vem, koliko naporov vlagajo župnije, ljudje, koliko je to prostovoljnega dela in na osnovi teh prizadevanj imamo vsaj te sakralne spomenike v približno dobri kondiciji. Če gledamo država kakšnem stanju ima svoje spomenike, sam sem bil župan v Krškem, smo obnavljali grad Reichenburg, na primer, dobili evropski denar, svoje sredstva vložili in na koncu bo, objekt vreden 10-15 milijonov in sedaj nekdo pričakuje, da bo 0,5% te vrednosti šlo davka. Tako da resnično je davek nedomišljen, nesorazmeren, obremenjuje tiste, ki resnično tega davka ne morejo plačati in mi bomo temu davku zelo ostro nasprotovali in resnično je treba določeno spremembo narediti, vendar pa ne to, da v osnovi nekdo pričakuje skoraj 3-kratnik pobranih davkov. No, bili ste minister v Janševi vladi in če bi ta isti predlog zakona dala ven Janševa vlada, takratna vaša vlada, po mojem bi bile ulice že zdaj polne.
Ja, gledajte, lansko leto smo dobro napolnili slovenske ulice, to je dejstvo. Zdaj, Če potem omenimo, ne, da se bo že zdaj s 1. julijem dvignil davek na dodano vrednost, torej tisti ta visoki z 20 na 22, pa tisti nizki, za katerega je ljubljanski župan Zoran Janković dejal, tega pa nikakor ne, pa je zdaj utihnil iz 8,5 na 9,5, torej skupaj za 3%, se nam bo podražilo življenje, na ulice pa prazne. Moja ocena je takšna, da nekdo zelo spretno ugotavlja javno mnenje in tudi ugotavlja, kje je kritična masa ljudi, ki se zadevam upira. In očitno je ocena te vlade, da je v sindikatih javnega sektorja med upokojenci prvič njihova volilna baza, drugič pa tisti, ki se najprej oglasijo, kadar kdo poseže v njihove pravice. Na drugi strani je slovenski delavec, kmet, obrtnik relativno ponižen bil doslej. Sam sem trdno prepričan, da je tega časa konec in da se enostavno, tako kot se sedaj poskuša, pustiti nedotaknjeno odhodkovno stran, z veliko zajemalko pa loviti nove davke, da enostavno zadeva ne bo zdržala in da je zadeva na dolgi rok pogubna, da bomo na dolgi rok zmanjšali porabo si, da bomo na dolgi rok destimulirali ljudi za delo in žal tudi marsikoga prisilili na nek način, da bo začel razmišljati, ali bo še gospodaril, delal, imel podjetje v Sloveniji. In sam mislim, da tu delamo ključno napako in da bi, mi smo tudi sedaj kot opozicijska stranka ponudili roko sodelovanja, glede na to, da ocenjujemo, da je situacija zelo težka, da je treba resnično narediti korake in ne samo reči ob sprejetju rebalansa nisem nobenega novega reza ni. Potem pa, ne vem, iz petka na soboto pa zmanjšati prispevke za nadomestila za brezposelne. Ampak to je vse nekako tiho mimo. Zaenkrat tiho mimo. In sam moram reči, da sem... Pa mislite, da bi to šlo tako tiho mimo? Pa to je že zdaj sprejeto, ne? Ni mi potrebno misliti. Vem, da lani ni šlo nič tiho mimo, ne? Smo pa naredili nekaj, kar sem pričakoval tudi od odgovorne vlade sedaj, da smo dali na mizo celoten paket ukrepov. Tako na eni strani paket, s katerim smo poskušali spodbuditi gospodarsko rast in na drugi strani paket, s katerim smo ocenili, da je potrebno tudi narediti določene prehranke. Mi smo sedaj tudi kot država oddali nek program stabilnosti, reformni načrt v Bruselj, v katerega smo zapisali, da bomo konsolidirali javne finance, približno za 1 milijardo je potrebno narediti, zmanjšati to luknjo, in da bomo 2/3 te luknje zapolnili z prihranki in 1/3 z novimi davki. Počnemo ravno obratno. 280 milijonov na letnem nivoju DDV-ja je sedaj pribitek v približno enakem znesku dodatnih pričakovanj iz davka na nepremičnine in zagotovo potem, če bo šlo po tej poti naprej, ker pač vlada se je zavezala, da se 2 leti več o odhodkovni strani ne bo pogovarjala, sledi še krizni davek. In tudi to, kar si zapišemo, to, kar nas bodo na decimalkah spremljali v Bruslu, v naslednjem koraku pohodimo. In žal je tudi, slišim sedaj zopet, cena obveznic skoraj 7%, 6,95 danes. Nekdo nas spremlja in nekdo vidi, da je enostavno... Sam se mi bomo tožili, ne? Ne, ni. In recimo... Mislim, to slišimo, ne? To je bil ja... Za modis, ne? Nek čuden klic, ja. Ker nam včasih mogoče res malo prekruto nastavljajo ogledalo, ampak očitno so imeli kar prav, ne? Ker zdaj smo spet tam pri 7%. Jaz včasih mislim, da se niti tisti odgovorni v državi, ne, ali pa trenutna vlada, niti ne sekira kaj preveč, če se bo drago zadolževala, če bo šla v ZDA po nove dolarje, ne, recimo kakih 2 milijarde, da bodo potem lahko delili. Pa se plačal bo pa nekdo drug, ne, ki bo prišel. Ampak to ni odgovorna politika. Mi se moramo zavedati in to, kot ste dejali, sam pogrešam več odgovornosti. In mi moramo enostavno pogledati to naše ogledalo, v katerem ni več lepe slike, ne. In to ogledalo nam zelo jasno pove, da smo od leta 2008 pa sedaj do leta 2014 iz zadolženosti 8 milijard, se pravi 4.000 evrov na posameznika, prešli na 22 milijard ali 11.000 evrov na posameznika.
da smo zaradi tega, ker smo v tem času izgubili boniteto in si sedaj najemamo dražje kredite za višjo obrestno mero, nam so obresti narasle iz 300 milijonov v letu 2008 na 830 milijonov v letošnjem letu. Se pravi, sedaj je več kot 10%, 8 milijard se zbere davkov, 830 milijonov gre za obresti. Se pravi, da mi delamo že skoraj mesec in pol samo za obresti. Potem povečuje se nam tisti delež, ki ga plačamo v pokojninsko blagajno. Ta blagajna je tam nekje 4,7 milijarde je velika in sedaj že skoraj 1,5 milijarde plačamo iz proračuna, zato da so pač tudi vsaj te nizke pokojnine poplačene. Ampak če gledamo 1,5 milijarde, to je skoraj 20% proračuna. Pomeni, da več kot 2 meseca delamo za ta del. En mesec in še nekaj za obresti, en mesec in še nekaj za to, na koncu leta nam pa smo pa za 2,5 meseca prekratki, ker enostavno je treba za to pa najeti kredite. In tisti, ki gospodari s svojo denarnico, ve, da to dolgo ne gre. No, mi pa še kar dokapitaliziramo banke, ne? Vzajemo... Ja, to je nov problem, katerega smo se lansko leto jasno lotili v vladi. Jaz moram reči, da ko sem poskušal na koncu oceniti, kaj je bil ključen problem lansko leto in kdaj so bili te napadi na našo vlado najbolj intenzivni, je bilo zanimivo, da niso bili takrat, ko smo celo dorekli potem ta varčevalni paket ZUJF, ki je bil težak 370 milijonov evrov, zelo globoki rezi so bili ponekod, ampak je bil ključen napad na vlado takrat, ko smo želeli ustanoviti slabo banko in od banke pričakovali, zahtevali, da sedaj tiste kredite, za katere bodo davkoplačevalci plačevali v naslednjih letih, dajo na mizo, da vidimo levega in desnega podpisnika, da koga vprašamo za odgovornost, kaj je počel in da čim prej to, kar se v bankah dogaja, prekinemo. In da ne govorimo kar vedno in vedno, pa poslušamo vedno in vedno, zanimati nas mora, kaj bo naprej. Ne. Je treba tudi kaj za nazaj pogledati. V tem delu gre zagotovo za lakomnost posameznikov, ki so v spregi s politiko opeharili slovenski narod. To drugače ne moramo imenovati, kajti nekdo je na svoje ime dobil stotine milijonov evrov kreditov in te ljudje imajo ime in priimek. In nekdo se je očitno tega ustrašil in... Moja ocena je takšna, ja. V lanskem letu se enostavno to ni smelo... In radarji v Mariboru so prišli prav. Zagotovo. Ocenjujem, da je bila to tudi napaka mariborske politike, da je to naredila, vendar ta napaka je bila zelo grdo sankcionirana. Mimogrede, če pa to pogledamo, ne verjamem, da bi bivši župan, gospod Kangler, dobil 80-60 milijonov neke državne pomoči, zdajšnji pač je, ne? Jaz Mariborčanom privoščim, da dobijo, ker je gospodarstvo obubožano. Res pa je, da je žal vse preveč takšnega odločenja in moram reči, da ob vsem tem, da sem tudi sam mnenje, da je potrebno spremljati, kaj se v družbi dogaja, je pa potrebno to delati zelo transparentno. In tudi pot, na katero je sedaj stopila vlada, da zelo selektivno gre s državnimi pomočmi, je pot, kjer jim resnično priporočam, njim dobro, naj bojo te zadeve čim bolj transparentne, naj se ugotovi, ali je resnično v nekem podjetju bolje nadaljevati agonijo, ali je bolje izločiti zdravo jedro, tisto podpreti, da ne bomo imeli zopet kakšnih fiaskov v nadaljevanju. Sprejeli smo zdaj Koalicija je potrdila to zakon o državnih pomočeh, kjer sedaj sploh ni več potrebnega zavarovanja. In mi smo temu nasprotovali, kajti bojimo se, da je resnično potem vedno bolj občutek, da nekdo tudi v enem delu deli ta denar na kratki rok se to izide. Pride vlada, se pomagamo podjetjem, so volitve, ampak čez 3-4 leta tista podjetja tako in tako, vse pogledamo, kaj se z Muro dogaja. Kar naprej se nekaj državnih pomoči daje v Muro in nazadnje iz leta v leto imajo zaposleni delavci, samo res bolj počasi. Gradivo, ki je bilo pripravljeno, je bilo zelo zgovorno v tem, ko je bilo jasno napisano, da je 80% podjetij, ki so dobila državne pomoči
klonilo v nekem doglednem času. Kljub vsem tem državnim pomočem. In v tem je ta moj apel, da resnično naj se selektivno pogleda od podjetja do podjetja. Jaz mislim, da tako kot imate pri vas v Zasavju primer Sveje, lesno predelovalno industrijo smo tudi pripravili, da jo damo v novem programskem obdobju posebno stimuliranje in to. Kar se tiče konkretnega primera, ne poznam podatkov, ne poznam podrobnosti, vendar tisti, ki se bodo odločili in bodo državno pomoč žal, naj zelo jasno povedo, na kakšen način bodo res ohranjena ta delovna mesta in bo perspektiva. Ali da se novo jedro ustvari in se nadaljuje s tem, ali da se v podjetju, ki je precej zadolženo, gre za državno pomoč, ampak to so že povsem strokovna ekonomska vprašanja, s katerimi tudi ni razloga oziroma ni parlament usposobljen, da se z njimi ukvarja. Ampak bi bilo potrebno imeti zelo jasno, transparentno zgodbo, tako kot za prestrukturiranje takšnih podjetij in ugotoviti, na kakšen način nadaljevati. Tako da v tem delu resnično bi tudi sam, če smem priporočati tako ministru Stepišniku kot njegovemu sekretarju Gašperju Mišiču, naj to prepustita strokovnim ljudem, kajti cena tudi takšnih odločitev na političnem nivoju vedno zelo tvegana. In v tem delu resnično naj ljudje, ki so usposobljeni, za to naredijo. Zato je bil tudi ta jasen in mislim, da v pravo smer usmerjen pristop za ustanovitvijo na eni strani slabe banke, da se te terjatve potegnejo iz podjetij, da ni potrebno licitirati kot na veselici ta podjetja in jih pod ceno prodati, ampak da se iz teh zdravih jeder, kjer bi usposobljeni ljudje upravljali s temi deleži, potem skrbeli za strategijo teh podjetij. Na drugi strani je pa prav tako holding, Slovenski državni holding, mesto, kamor je potrebno dati najbolj kompetentne ljudi in z državnim premoženjem pravilno upravljati. Ko je to takratna vlada predlagala, so se zgrnili referendumi, sicer jih je potem preprečilo Ustavno sodišče. Tudi zdajšnja koalicija, vladna koalicija, tudi predsednica zdajšnje vlade, gospa Bratuškova, je temu zelo ostro nasprotovala in se potem po obisku v Bruslju čez noč premislila in praktično vse tiste ukrepe, ki jih je nekako sprejela prejšnja vlada, vzela za svoje. Omenil sem program stabilnosti in nacionalni reformni program in sam sem res podrobno prebral te dokumente. Moram reči, da v veliki večini podpiram to, kar je zapisano v njih in resnici na ljubo je treba priznati, da odseva iz teh dokumentov reformna politika, ki smo jo zastavili v lanskem letu. Sam tudi sem takšnega mnenja, da Slovenija ne more imeti dveh reformnih politik, levo pa desno. Mi moramo v isto smer iti in ti ukrepi so bili sedaj prepoznani tudi v okviru, če hočete, Evropske komisije, pa ne nazadnje tudi te vlade, kot pravi. Prepoznani, napisani, zdaj je pa treba uresničiti in izvajati. Ampak ste že prej podali, da jih ne? Glejte, zapisani so. Jaz moram reči, da ker poznam težo teh dokumentov, če kdo misli, da bomo lahko zopet še enkrat eno govorili, drugo pa delali, mislim, da so te časi za nami. In da bo preizkus in pa pregled teh reformnih ukrepov in realizacije le tega zelo jasen in tega se mora tudi vlada zavedati. In Slovenija je s takšno politiko zadolževanja postala v okviru Evrope ena tveganejših držav, zato, ker si pač tudi Evropska komisija, Centralna banka in vsi ne morejo več privoščiti novih Ciprov, novih Grčij, zato smo toliko bolj pod drobnogledom in v tem delu bo enostavno to treba narediti. Ampak v osnovi pa želim samo to še dodati, da če se malce spoznaš na ekonomsko logiko, če znaš gospodariti z svojim žepom, če znaš, kot smo prej dejali, z svojo malo firmo, z malce večjo firmo, vse to, kar so nam zapisali v Bruslu, bi mi morali tako ali tako sami prevedeti. To niso stvari, ki si jih nekdo izmišlja zato, ker je pač na neki poziciji, ampak to so elementarne zadeve, kjer je potrebno pač te enostavne logike spraviti skupaj, kot se reče, da se pač, koliko je dolgi kovter, toliko se pokriješ. In ta logika veje iz teh ukrepov. Do tega, da nam pišejo, da je potreba pravosodje, da učinkovito deluje, da moramo v šolstvo usmeriti
poklice k tistemu, ki jih rabimo. To mi vse vemo, da je treba učinkovitejša javna uprava, da je treba debirokratizirati to. Delamo ne tega in v tem delu mislim, da je pred Slovenkami in Slovenci v naslednjih letih ključno obdobje, ko bo potrebno ne samo to, kar počnemo zadnje leta, da ohranjamo obstoječa stanja, ampak moramo poiskati novo razvojno strategijo in si jasno zapisati, kateri so ukrepi, s katerim pridemo do takšne strategije in posežiti in narediti takšne spremembe. In to zopet ne veje iz, ne vem, podpisa s sindikatov in pa javnega sektorja, naprimer, da se v šolstvo 2 leti ne bo nič poseglo. Najbrž je to, kar smo v lanskem letu poskušali narediti, da je potrebno več tehničnih poklicev, da je potrebno, kar se tiče vpisov v visokošolstvo, vzeti zadevo pod drobnogled, da je to treba začeti delati. In mi imamo to neko skupino, ki brani obstoječo situacijo in sam se resno vprašam, ali smo res toliko nadpoprečno nadarjeni, ne vem, da gre 80% v srednješolske populacije študirati naprej, na koncu pa dobimo hitro odgovor, ko vidimo, da pa, ne vem, tam 35 do 40% jih pa diplomira. Se pravi, nekaj narobe v našem sistemu in žal moram reči, da ko bi snovalci tudi izobraževalne politike morali te zadeve prepoznati, se mi zdi, da branijo zopet obstoječo pozicijo, ne pa, da bi z svojim prispevkom dali tisto razvojno paradigmo, ki jo moramo v Sloveniji narediti. In v tem delu mislim, da sem govoril na enem primeru, ampak podobno je na primerih, če hočete, lokalne samouprave, kjer je treba spremembe narediti, podobno, ki je drugje, vendar v strpnem dialogu in pa z jasnim ciljem in pa tudi za dosego nekega konsenza, da potem to zastopamo. In tega nam manjka v slovenskem prostoru in tudi v Slovenski ljudski stranki želimo na tak način delovati. Ne vem, mi smo podprli pokojninsko reformo že nekaj let nazaj, tudi sedaj ne želimo biti opozicija, ki bo vse rušila, ampak želimo opozicija, ki bo sodelovala, vendar pa žal vidim, da nas ne potrebujejo, potrebovali so nas pri fiskalnem pravilu, tam sem celo določeno mediatorsko vlogo igral med nekaterimi, ki so si po prvem sestanku postavili vprašanje samo še stvar interpretacije, kdo je kriv za to, da ne bomo dosegli. Tudi tam smo poslušali iz ust predsednice vlade, da bodo šle pokojnine, če bomo to sprejeli za 25 in 30% več, potem se je pa to na hitro pozabilo, ne? Pa ne bodo šle. Boli ta demagogija. Demagogija, populizem in premalo odgovornosti in pa treznosti. In mislim, da, kot sem že dejal, rabimo v ekonomsko težkih časih zelo jasno zavezo, v kaj rabimo, v katero smer moramo iti in da to na nek način skupaj dorečemo. In sedaj se mi zdi, da nekateri bolj gledajo, kje je kritična masa volilnih glasov, kot pa to, kakšna bo Slovenija čez 50 let. No, vse od osamosvojitve naprej, če malce pogledamo, je nekaj časa res slovenske vlade vodila recimo desno-sredinska koalicija, začetka Demos, ki je bila taka mešana koalicija, ampak recimo, da je bila to desno-sredinska, potem pol leta Bajukova vlada, ne, pa vmes potem 4 leta Janševa, pa potem spet 1 leto, ampak več, ne, bistveno več let je pa vlado vodil dr. Janez Drnovšek, ne. Ampak, ko se išče krivdo, kdo je kriv za nastalo situacijo v Sloveniji, se največkrat s prsti pokaže bolj kot ne na desnico, ne? Na neoliberalizem. Ne? Kako vi na to gledate? Ja, ve se, kako so razporejena leta vladanja v slovenskem prostoru. Vsak svoj delež nosi. Ne? Vsak svoj delež nosi. Sam mislim, da je potrebno zelo jasno priznati, da smo prvih 10 let samostojnosti živeli, spravim, v letih, ko je tudi med Slovenkami in Slovenci bil veliko večji zanos in pripravljenost do nekega odrekanja, velika pričakovanja smo imeli in tudi zelo smo si prizadevali vsi skupaj, da to dosežemo. To je prvih 10 let. V teh letih smo imeli tudi to srečo, da smo
po razpadu jugoslovanskega trga bili dobro orientirani proti zahodnim trgom in smo relativno hitro v teh letih tudi nadomestili te trge. Potem so prišla v začetku 21. stoletja, se pravi od leta 2000 naprej, teh 8 let, ko je bil v svetovnem merilu velika konjunktura, in v teh 8 letih ocenjujem sam, da smo naredili kar precej napak v tem, da si nismo postavili jasnega modela, kako naprej, in da se je v nekem trenutku enkrat z blagoslovom ene, drugič z blagoslovom druge politike želelo izpeljati neko nerealno privatizacijo, znotraj katere so želeli postati lastniki kapitala, ljudje, ki tega kapitala enostavno niso imeli. Tisto, kar ste prej govorili. Niso imeli in so enostavno na račun kreditov in vsega tega želeli postati veliki lastniki. In tu notri je velik del tega problema in ta privatizacijski model se nam ni išel. Res pa je tudi to, da je bil to čas svetovne konjunkture, ko so vsi na veliko govorili o bančnih produktih iz ene države, bančnih produktih iz druge države in se je praktično tekmovalo, kdo bo tisti, ki bo te prevzeme vršil. Ali nekdo, ki prihaja od odzunaj, pa je tudi doživel marsikakšne kolapse, ali pa ti naši namišljeni domači lastniki. In v tem delu delim mnenje tistih, ki pravijo, da si morata kar obe politiki tudi del bremen pripisati. Govorim predvsem vemo vsi o teh najbolj odmevnih primerih, kjer se je resnično slovenske paradne konje spravili v tako zelo slabo pozicijo. Od tu naprej pa prihaja potem v svetovnem merilu čas treznitve, ko je se videlo, da je enostavno konec teh nepremičninskih balonov, da je konec teh kvazi finančnih produktov. Ne pa streznitve v Sloveniji. In da je treba se spraviti v red. In mi tega enostavno nismo naredili. In mi imamo ključen problem, da smo leto 2008, ko sedaj vsi vidimo, da je bila konjunktura na višku in da smo imeli tudi prihodke najbrž večje od realnih, glede na velike kredite in podobne potencijale, iz katerih se je potem tudi polnila državna blagajna, ampak takrat smo imeli zadnje leto na približno 8 milijardah zbalansiran državni proračun. V letih 9, 10, 11 je prihodkovna stran začela padati od 8 na 7,5 milijard, odhodkovna pa tam od 9,5, okoli 9,5 milijarde. In mi smo v teh letih, ko bi morali zelo na hitro z ustanovitvijo slabe banke narediti to razlastninjenje na nek način, kajti tisti, ki niso mogli več vračati kredita, bi banke morale vstopiti v lastniško strukturo, posredno tudi država, umiriti to zadevo. Mi smo pa dobesedno dopustili, da so te lastniki od tam naprej predvsem reševali svojo kožo, ne pa kožo podjetij. In v tem času sem trdno prepričan, da se je ogromno denarja po eni strani odlilo iz Slovenije in so ti z nekim blagoslovom tudi političnim v preteklosti kvazi lastniki del denarja dali na varno zase, drugem delu pa počasi črpali ta podjetja. In tu notri je zdaj nova napaka in tudi sedaj jo še kar peljemo naprej. Tam, kjer so slabo banko ustanovili na hitro, je pomenilo to, da si pač tistim, ki si mu dal kredit in ni mogel več kredita vračati, to vzel nazaj. Mi pa smo dopustili, da se je skozi 3-4 leta ta denar na tak ali drugačen način delno opravil, delno izpuhtel in sedaj je ostala luknja za davkoplačevalce. In tu notri imamo, po moje, več teh zablod in večina teh zablod so za moje pojme bile narejene v tem našem 21. stoletju. In sedaj prihaja čas streznitve in pa čim prej pogledati tem stvarem v oči, in ne glede na, če hočete, ali na politiko ali ne vem kaj, pač povedati nekom, da je pač naredil neumnosti in da je za takšne neumnosti potrebno tudi ceno plačati. In tega pa mi ne znamo narediti. Ali pa čas delati po zdravi kmečki pameti, ne? Tisto, kar poseješ, tudi žajneš, ne? Tako je. Ti zakoni veljajo še vedno. Da zapraviš toliko, kot ustvariš, ne? Tako je. In se pravim, po drugi strani pa, kar se mi zdi nujno, da znamo poleg svojih problemov in tegob prepoznati tudi tegobe tistega, ki živi ob tebi. Ta moment solidarnosti... Tu imamo pa tisti
jaz dostikrat rečem, pa tudi napišem, pokvarjeno mentaliteto, ne, ki se vleče še po drugi svetovni vojni. Ne. Nismo smeli vedeti za povojne poboje, celo svojci niso smeli vedeti, kje so, ali so sploh mrtvi njihovi svojci. Torej, niso mogli žalovati, nismo jim dopustili, oziroma jim niso dopustili žalovati. Potem niso smelo vedeti, ali so bili zaprti, ali kje so bili zaprti. O tem se ni smelo govoriti, v šoli se o tem ni učilo. Potem je prišla samostojna Slovenija, so te isti učitelji spet naprej isto zgodovino učili. Ne? Skoraj da nič še danes ne vemo o tej, v šolah zelo malo. Ne? In to je tisto, kar je gospod Jože Pučnik dejal, potem, ko je mislil, da se bo v 3-4 letih to nekako ščistilo, da se še dolgo ne bo. Ja, to je poglavje v naši zgodovini, ki bi moralo dobiti svoj epilog in ga bi bilo potrebno dokončno razčistiti. In to je eno od stvari, ki velik del slovenskega naroda obremenjuje. Žal, hočemo, nočemo, se nam dogaja, da ob dnevu državnosti odpiramo te probleme in poskušamo zopet spolitizirati tudi takšne praznike, kot bi se morali posvetiti domovini. In od tu naprej mislim, da je resnično to epizodo naše zgodovine, ki ima to temnejšo plat, je enostavno treba odpreti in jo razčistiti, zaključiti, obsoditi in od tu iti naprej. Tako da sam moram reči, da rad rečem tudi sam, da se moramo ukvarjati z prihodnostjo, da se ne smemo izgubljati energije v preteklosti, vendar pa je v tem primeru kar veliko stvari, ki so kot neka mantra te naše družbe. In podobno velja tudi v teh epilogih, teh ekonomskih bankrotov in kolapsov. Ne vem, zdaj se je, recimo, ko je bil aktualen primer prodaje Mercatorja, in vsi vemo, in v Sloveniji se je velikokrat govorilo, da smo v Slovenski ljudski stranki vedno se prizadevali za nek model v Mercatorju, kjer bi slovenska živilsko-predelovalna industrija, slovenske zadruge, dobavitelji Mercatorja uspeli podobno, kot so to, ne vem, naredili v Franciji, v Leclercu, narediti lastniško strukturo, ki bi imela svojega prodajalca, ki bi lahko prosperiral na tem trgu. Vendar od te, bom rekel, zagotovo zdrave ideje se nam zgodi potem v Mercatorju, če ga zdaj analiziramo v teh letih nazaj, kaj? Da se dobi zagotovo blagoslov, ki ga je dobil gospod Janković, da je najprej združil mala trgovska podjetja pod veliko kapo velikega Mercatorja. Ogromno malih teh podjetij. Malih podjetij, ki so bila združena, da se je tu notri del tega premoženja odprodalo, da se je od tu naprej zopet odločilo za najbrž zagotovo napačen poslovni model gradnje teh velikih granitnih centrov. Med temi gradnjami najbrž, ali pa zagotovo spet lahko rečemo, da se je steklo, ne vem, 20-30% denarja v neke čudne kanale zopet za neke privatizacijske zgodove in te zadeve. Podjetja, ki so bila tako, potem se zgodi leto 2005, ali pa še malce prej, ko je gospod Janković bil na nek način odstranjen iz Mercatorja. Še prej pa želel lastniški delež, ne? Tako je. Kupiti, ne? To je bil poizkus, ki je šel po poti in je bil leta 2005 prekinjen. In leta 2005, potem, kar zdaj vsi vemo, ali pa kar se ve, zopet nek drug blagoslov Bavčarju in Šrotu za prevzem Mercatorja. In zopet ta ponesrečen prevzem in to. In jaz mislim, da imamo tu noter kar precej igralcev, tudi precej političnih botrov, in to so tiste zadeve, katere moramo razčistiti, če hočete, podobno kot danes govorimo o povojnih pobojih. Te stvari enostavno treba dati na svetlo. In tudi v okviru samega transparentnega procesa ustanovitve slabe banke bi marsikaj se dal videti, kdo so levi in desni podpisniki pod tiste 3-4 milijarde kreditov, katere bomo zaplačali. Da so se to slabo banko bolj levi bali, ne? Ja, lejte, desna vlada je nekako jo ustanavljala. Jaz mislim, da je bilo
bil skrajni čas, da se tega lotimo in da prekinemo to tradicijo, da kot zmanjka v banki, ne vem, ko je potrebno odpisati 300, 400, 500 milijonov, se pride v državni proračun po dokapitalizacijo in da v bankah to počnejo sami glede na njihovo poslovno politiko. In to se je počelo in v Ljubljansko banko je bilo tako že dano več kot milijardo za to početje, zato da se je to pokrivalo. Sedaj pa je ta rakasta rana prevelika in enostavno ni več dovolj, ne vem, 2-krat na leto po 200-300 milijonov, ampak bo potrebno zdaj dokapitalizirati. Pa še kakšnega tujega nadzornika odstavimo mimogrede v banki. To je ta naš problem. To je ta naš problem in sam sem imel možnost videti seznam kreditov, ki jih je finančni minister nam predstavil takrat, ki bi naj prešli na to imenovano družbo za upravljanje slabimi terjatvami, da smo bolj precizni, in zato bi bilo potrebno dati državne obveznice bankam. In to se pravi, to je javni dolg. In to je zelo pomembno, da se to bi naredili čim prej, da bi potem s temi terjatvami in s temi lastniškimi deleži čim bolje tudi upravljali, da bi takrat, ko bi se, ne vem, čez 5 let ozdravljena podjetja prodajali, čim več dobili nazaj. In to gre zopet za en zelo odgovoren proces, ki je v lanskem letu bil deležen takšnih kritik in takšnih potez, da je nekdo, ne vem, ob 11:30 Pozitivna Slovenija vlagala zahtevo za razpis referenduma. In to so ti problemi, katere je potrebno dati na mizo in o njih odkrito govoriti. In dokler pa mi želimo samo govoriti o tistem, kar nam paše, to, kar nam je v redu, toliko časa bomo imeli tako velike probleme. No, glede na to, da v Sloveniji zdaj vlada tako imenovana, jaz bolj to v navednicah govorim, leva koalicija, nekateri člani leve koalicije zagotovo niso, vsaj zame, levičari, v tistem klasičnem pomenu, prej kakšni desničari po kapitalu, ki ga imajo. Ampak vendar, recimo zdaj vlada leva koalicija, opozicija je bolj sestavljena z desnimi strankami, desno pomladnimi, recimo Slovenska ljudska nova Slovenija in SDS. Kaj vi osebno menite? Bila je že enkrat ta koalicija skupaj z Desusom na oblasti, pa še prej kot Demos. Se lahko še kdaj zgodi, mogoče na naslednjih volitvah, da zmaga ta pomladni blok s temi 3 strankami? Jaz moram reči, da ve se, da so stranke SDS, SLS, NSI, stranke, ki pripadajo grupaciji evropskih ljudskih strank, se pravi stranke, katere korenina je ta krščanska demokratska zgodba, stranke, katere vodijo praktično Evropo že 40-50 let. In značilnost teh strank je, da bi naj bile branik neke trdne ekonomije in tržno-socialnega gospodarstva, v katerem veljajo principi subsidiarnosti, se pravi, da se odloča tam, kje je najbolje, solidarnosti, da se med ljudmi porazdelijo bremena in tudi normalno tržnega gospodarstva. Zdaj, koalicija, ki je sestavljena, tako kot ste ugotavljali, med njimi je Državljanska lista, ki se ima dan za najbolj liberalno stranko v Sloveniji, pa je Desus, ki zastopa ciljno skupino zelo jasno, pa so zopet v okviru SD-ja še najbolj socialistična stranka v kontekstu evropskih socialističnih strank in tudi znotraj Pozitivne Slovenije, ker bom rekel en skupek različnih tudi idej LDS. Tako da gre za zelo heterogeno koalicijo, kar jim je na nek način skupno, je zagotovo, da nimajo nobenih simpatij do prejšnjega predsednika vlade, gospoda Janša. To je, mislim, da prvi skupni koren te koalicije. Drugo, kar pa je, da se poskuša v tem času z določeno ciljno volilno publiko, volilnimi glasovi ohranjati večino in pa tudi javno podporo in podobo. Sam mislim, da se premalo misli za naprej in da se bremena prelagajo na naše otroke in da bomo to morali plačati. Glede nove koalicije, ki bo nastala, bi sam del tako, mislim, da bo naslednja koalicija, ki se bo sestavljala, bo predvsem morala biti zelo trezna in odgovorna koalicija, ki bo upala
in šla pred Slovenke in Slovence in dala resnico na mizo. Ne glede na to, kako bo sestavljena, predvsem mora biti to koalicija, ki bo pogledala resnici v oči in pripravila nov razvojni program za Republiko Slovenijo. Pred volitvami povedala, kaj namerava? Zagotovo je predvolilni čas, ko se naredi nabor idej, v katero smer iti naprej. Smo reči, da mi tudi znotraj stranke zelo intenzivno z različnimi odbori, z ljudmi za posamezna področja, tako kot so ministrstva, imamo programske skupine, vabimo ljudi zunaj politike, da nam malce prepihajo naš pogled in da poskušamo poiskati resnično nove odgovore za današnji čas. In sam mislim, da bo naslednja resnična koalicija, upam, malce širša, malce bolj hrabra in da bo poleg tega, da bo gledala, kakšen je pedigre, kakšne so korenine posameznih strank, znala uskladiti skupen razvojni program Republike Slovenije. Kakšna bo ta koalicija, je zelo težko napovedati kot to, kdaj bodo volitve, ampak mislim, da v Sloveniji, če zelo poenostavljeno rečem, ni več časa za hece, za zajebancijo, kot pravimo na našem koncu, ampak je čas za resno in pa trdo in pa odgovorno delo. No, kdaj bojo te državnozborske volitve, res da ne vemo. Oktobra naslednjo leto naj bi bile lokalne v vseh teh občinah, ali tako kot pravi notranji minister dr. Virant, saj polovico manj občin. Je mimogrede, bil je tudi član prejšnje vlade, je kdajkoli prišel s to idejo, da bi se za polovico zmanjšalo število občin v Sloveniji? Ali je to zdaj nekaj novega, všečnega? To ni bila ideja v prejšnji vladi, o tem sploh nismo govorili. Govorili smo o potrebah reorganizacije lokalne samouprave. Sam ocenjujem, da je to ena od tistih političnih puhlic, ki so precej značilne za gospoda Viranta, vedno bolj se to vidi in pritegnejo pozornost, mogoče tudi od letalskih kart k občinam, če sem zelo banalen, zdaj tako kot on počne, to zelo banalno. In lokalna samouprava je v Sloveniji postavljena tako, da imamo tudi po mojem prepričanju zelo veliko število občin. Tudi zelo heterogene občine imamo. Ključno napako imamo, da nimamo pokrajin, kjer bi se potem tiste skupne naloge dale na ta pokrajinski nivo in bi potem male občine zelo uspešno, tako kot počnejo sedaj, urejale te manjše lokalne probleme, tam, kjer pa nastopijo skupni problemi, kjer je potrebno malce širšo kritično maso kadrov, sredstev za evropske projekte, za smelo gospodarsko politiko, postavitev poslovnih con, za razvoj gospodarstva, kmetijstva in podobno, sociale, zdravstva, organiziranja šolstva, pa da bi na enem višjem nivoju. To se ni zgodilo. Predstavniki zdajšnje koalicije so najbolj nasprotovali procesu vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave, danes pa med vrsticami povedo, da ni dokončana. Seveda ni, ker so jo preprečili. In danes je po mojem globokem prepričanju občinski del tisti del, ki bistveno bolje deluje od državnega. To zelo odgovorno rečem, bil sem poslanec, minister, pa 13 let župan, vem, kje se bolj dela, kje si bližje ljudi, kjer je treba popoldan iti med ljudi in jim pogledati v oči in odgovarjati za to, kar počneš. V Ljubljani si marsikdo že predstavlja, da se lahko po ljubljanskih ulicah skriješ pred javnostjo in tako tudi počnejo. To na lokalnem nivoju župani in pa svetniki ne morejo početi, ker ko prej pride račun in zelo na hitro. In če nekdo 3-4 mandate, najbrž dela v interesu teh ljudi. Sam sem prepričan, da je bilo potrebno narediti nabor pristojnosti, ki se danes odvijajo na državnem nivoju in jih prenesti na nižji, lokalni nivo, da bi bila pa zadeva bolje, pa na nek način nadaljevati se s tem stimuliranjem, da bi se občine na nižjem nivoju povezovale v določenih nalogah. In to je zame še vedno zelo aktualna stara mreža občin, kjer imamo danes še vedno upravne enote,
tudi te upravne enote bi lahko 90% delale lokalne zadeve. Kot pa ukinjene. Bistveno prej. In za moje pojme stvari, kot je sociala, zakaj mora minister za delo, družino postavljati direktorje centrov za socialno delo, direktorje domov za starejše občanov, člane svetov v teh organih. Sociala je pri nas, tu, na lokalnem nivoju. In če bi bila kritična masa občin, kjer bi skupaj spravili mrežo domske oskrbe, mrežo pomoči na domu, sociala je prva zadeva, ki bi povsem morala iti na ta nivo medobčinskih povezav zveze občin. Tu naprej prostorsko planiranje. Zakaj je potrebno dobiti 35 soglasij z državnega nivoja? Če bi jim gradbeno dovoljenje ti izda pa država, ne občina, to je upravna enota. Iz občine, tiste, ki se ukvarjajo s prostorom, postaviti v ta oddelek skupen, te ljudje, ki so na upravnih enotah za to usposobljeni, prenesti pristojnosti iz države, tam odločati. In tu so poti in to je ta osnovni princip subsidiarnosti, na katerega tako treba presegati, se pravi, da se določena pravila odvijajo tam, kjer se najbolje urejajo. In danes imamo tu mi popolno zmedo. In Slovenija ima danes 12% javne porabe na lokalnem nivoju, na nivoju občin, Švedska, Danska, te države pa okoli 40 do 50%. In tu je problem. Ni problem to, s čim se ukvarja zdaj gospod Virant in bi všečno zopet, ne vem, zmanjšal toliko županov, toliko svetnikov. Ti ljudje zelo dobro delajo za naše občanke in občane. Problem je v tem, da se ministri ukvarjajo, ne vem, sam sem bil kmetijski minister, sem podpisoval odločbe za, ne vem, za to, da je nekdo posejal konopljo industrijsko. Zakaj to ne bi mogel biti nek postopek spravljen na nižji nivo? Arso, en kup obveznosti, vodno dovoljenje, da vrtino izvrtaš, da imaš vodo za objekt. Zakaj ne bi to spravljeno na nižji nivo? In tu mislim, da mora... S sistematičnim delom bi se dalo to urediti. Korak za korakom in prenašati pristojnosti to in potem tudi ves davek kot premoženje pustiti občinam, kjer bi to delali. Očitno nekaterim to ni v... Ja, jaz opažam to, da nekateri imajo zelo radi oblast in del in vlada je že starek. In sedanja koalicija to zelo, zelo dobro kaže. Gospod Franc Bogovič, hvala, da ste bili naš gost. Jaz upam, da še kdaj prijete v naš studio. Lepo praznujte. Hvala tudi za to povabilo in veliko sreče vsem, ki živite v Zasavju. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno do naslednje oddaje.